Marija Mazzarello tudi danes sprašuje vsako hčerko Marije Pomočnice: Si vesela? Ljubiš Gospoda? Delaš samo zanj? In tudi danes izreka pomenljive besede vsaki skupnosti posebej. Med seboj se imejte zelo rade, ljubite druga drugo. Blejska skupnost skuša živeti veselje ter ljubezen do Gospoda in mladih, kot sta to živela in naročila Don Bosco in Marija Mazzarello. Živeti to ljubezen v odnosih med seboj in drugimi pa je nemogoče, če ni med sestrami skupne molitve, iz katere se veselje in ljubezen črpata, se poglabljata in širita v svet. Molitev je tista moč, ki lahko spreminja srca in jih naredi bolj občutljiva za bližnje. Mnogi ljudje, ki se v življenju srečajo s preizkušnjami ali so pred težjo odločitvijo, se obračajo na skupnost s prošnjo za podporo in pomoč. Zato so prošnje za družine, otroke, mlade in vse ljudi, sredi katerih živijo in delajo, del vsakodnevne skupne molitve sester. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje, Bogu mojem zveličarju. Ozrl se je na nizko svoje dekle, grejo sled me bodo blagovali vsi rodovi. Besede inšpektorice sestre Mojce Šimenc ob zaključku vizitacije leta 2007. Ljubiti skupnost pomeni vršiti službo njenega izgrajevanja, pomeni zavedati se, da je skupnost dar, ki se hrani v odnosih. Ako rečem skupnost, ne mislim le na vas, ki živite na Partizanski 6. Vi ste kot posvečeno jedro širše skupnosti, katere del so tudi otroci, mladi in odrasli, ki se jim posvečate na župnijah in v Marijinem domu. Družine, mladi, otroci in vsi ljudje v tem kraju naj postanejo tako pomenljivi za vaša srca, da boste zanje delale korake, sprejemale odločitve, vztrajale v nalogah in se ne bale posledic. Poseben žar celotni skupnosti na Bledu dajejo starejše sestre, ki so svojo nenehno molitvijo in oddanim prenašanjem trpljenja nekakšen motor, ki poganja pastoralne dejavnosti sester v skupnosti. Mnoge mlade, ki se udeležujejo programov na Bledu, nagovarja drža teh starejših sester, ki jih vedno sprejmejo z nasmehom, se kljub svoji starosti znajo pošaliti, hkrati pa jim oznanjajo Božjo ljubezen in prisotnost. Sestre vodijo na Bledu raznovrstne dejavnosti, poglavitni pa sta pomoč pri pastoralni dejavnosti v župnijah ter vodenje programov v Marijinem domu. Za najmlajše je poskrbljeno pri svetopisemskih uricah, kjer malčki vstopajo v zakladnico svetega pisma ter na njim prilagojen način doživljajo prijateljstvo z Jezusom. Meni je najlepše, ko gledam otroke, kako po zgodbi, ki jo doživlja, sam se loti ene dejavnosti. In takrat je trenutek zanga, ko moli, ko premišljuje, ko se ga dotikajo tiste besede, katere je prej poslušal iz svetega pisma. Zato damo tudi še en poseben poudarek na tisti dejavnosti, ki jo otrok potem po zgodbi tudi izvaja. Ali je to barvanje ene podobe, ali je to, kot smo danes videli, ples angelov, ker se je on tudi lahko poistovetil za tisto osebo, o kateri je slišal. Z izobraževalno dejavnostjo jezikovnih, kuharskih, gospodinjskih tečajev ter drugih programov sestre nudijo dragoceno pomoč okoliškim prebivalcem, da bi se dobro pripravili na izzive poklicnega in družinskega življenja. Ena od nepogrešljivih dejavnosti družbe hčera Marije Pomočnice na Bledu pa so tudi duhovne vaje, ki se jih udeležijo mladi iz cele Slovenije. Fantje in dekleta, ki v Marijinem domu preživijo vikend ali teden, odhajajo domov hvaležni, obogateni in polni vtisov. Ugotovila sem, da me Gospod vodi in me osvobaja. Všeč mi je bila predstavitev in poglobitev Božje besede, petje, gledanje fotografij ob psalmih, poslušanje doživeti iz svete dežele, gledanje filma, jutranje bojenje ob glasbi.
Spoznala sem, da je tudi pomivanje posode lahko zabavno. Všeč mi je bilo, kako so nas sestre lepo in toplo sprejele. Rada bi, da bi več mladih prišlo na take duhovne vaje, saj so zelo pozitivna izkušnja za mladega kristjana. Blejska skupnost ima svoja vrata vedno odprta za mlade. Slednji pa sem ne prihajajo le kot udeleženci ali animatorji na duhovnih vajah. Marsikdo pride na obisk in oddih, marsikdo pa si želi umakniti iz vrveža vsakdanjika in ob molitveni podpori sester opraviti kakšno šolsko ali študijsko obveznost. Hvaležna študentka je v zahvali zapisala: Drage sestre, teden preživet v vaši skupnosti je bil zame sicer delovni teden za računalniškim zaslonom, po drugi strani pa so bili ti dnevi napolnjeni skupno molitvijo, notranjim veseljem, nenarejenimi odnosi. Se že veselim, da zopet sedem na svoje kolo, se pripeljem na Bled, povzpnem do Svete Katarine ali do Krnice, ali pa preprosto sedem za mizo, z vami poklepetam in se nasmejem. Te dni mi je v roke prišla tudi podobica z mislijo matere Macarello: kadar je Gospod z nami, gre vse dobro. Naj vas Gospod še naprej spremlja in budri, pa bo šlo vse dobro, od gradnje in pastoralnega dela do lepih odnosov v skupnosti in pogumne hoje po poti svetosti.